Redko kdo bi komu posodil ali dal denar na lepe oči, no razen državne banke, pa še te samo prijateljem in znancem, popolnim neznancem nikoli. Poznate gospoda na fotografiji? Ne bi ga poznal, ne poznam. Bi mu dali recimo denar? Težko verjetno, da bi kar dal nekomu denar. Ne. Bi mu dali denar? Ker ga ne poznam, najbrž da ne, no. Zelo mi je znan, ampak se ga ne spomnim. Bi mu dali denar? Če bi bil v stiski, zakaj ne? Za Kramarja bi težko dejali, da je v stiski. Super, pa mi treba noge polomiti. No, to pa se ne bo zgodilo. Denar bo pa dobil, ker so poslanci državnega zbora pred 5 leti izglasovali neustaven zakon. Jaz sem celo prepričan, da so že takrat vedeli, da je to en populističen zakon. Zelo lepo ga je bilo sprejeti, priti pred kamere. Povedal sem že, da je v bistvu v fazi obravnave zakona zakonodajno-pravna služba opozarjala na to, da je ta zakon lahko v nasprotju z ustavo. Poslanci prevečkrat tudi zaradi javnosti sprejmemo neke všečne zakone, ki so ustavno sporni. Kolikokrat smo že vračali, ker smo hiteli. Pri Kramarjevem zakonu so celo tako hiteli, da se ni splačalo, da bi poslanci poslali protiargumente v prid zakonu na ustavno sodišče. Je bilo evidentno ugotovljeno, da je predlog zakona v nasprotju z ustavo zaradi retroaktivnosti. In kaj zdaj? Danes naj tisti, ki so zakon predlagali, ki so bili v tej vladi, z predsednikom vlade vred, nakažejo državi nazaj ta milijon. Na žalost davkoplačevalcev pa se to ne bo zgodilo.